Lepo pozdravljeni na tiskovni konferenci Stranke Zares, kjer imam namen, kot ste videli v vabilu, predstaviti nekaj načrtov oziroma produktov našega snovanja, oblikovanja znotraj nove stranke v preteklih mesecih. Z veseljem ugotavljam, da Stranka Zares z mesecem junijem zaključuje svojo ustanovitveno obdobje. Mi smo od 6. oktobra, temu je sledilo obdobje, predhodno neko obdobje temeljitega razmisleka o tem, kakšna naj bo nova stranka, če naj v njej se res uveljavlja nova politika. Ampak od 6. oktobra naprej, ko smo ustanovili novo Stranko Zares, smo v zavedanju tega, da je pred nami izjemno veliko dela in da so do neke mere razumljivi dvomi in skepsa mnogih, ki so postavili pod vprašaj zmožnost in verjetnost, da nam bo uspelo novo stranko v zahtevnem času z omejenimi resursi postaviti na politični zemljevid, smo se lotili tega zahtevnega dela. Kot pravim, z mesecem junijem to ustanovitveno fazo zaključujemo. Ustanovljene imamo regijske odbore, ustanovljene imamo občinske odbore v veliki večini občin, kjer bodo sedeži volilnih okrajev. Imamo več kot 4000 članic in članov stranke. Povezujemo se in smo se že povezali z nekaterimi drugimi strankami in političnimi grupacijami. Naši programski odbori so se oblikovali in tudi zaključili svoje delo v tej fazi z osnutkom programa stranke, na podlagi katerega bo nastal tudi volilni program. Vse to ob sporednem zagotavljanju neke opozicijske funkcije, ki jo naša poslanska skupina z svojim glasom in vplivom, kolikor ga v državnem zboru in v javnem prostoru ima, čemu je bila posvečen trud poslanske skupine, vse to skupaj je predstavljalo precejšen zalogaj. Jaz sem vesel in zadovoljen, da nam je uspelo to težko prvo porodno obdobje prestati celo bolje od načrtov in v tem smislu optimistično, jaz in moji kolegi gledamo v prihodnje mesece do te pomembne etapne preizkušnje konec septembra, torej do parlamentarnih volitev. Vse to delo, vse to snovanje je z junijem prišlo do svoje sklepne faze. Zdaj smo opremljeni, če ne tako rečem, v vseh ozirih za enakopravno tekmo z vsemi drugimi parlamentarnimi strankami. Ne pričakujemo nobenih olajševalnih okoliščin kot mlada stranka, prej nasprotno, tega smo bili tudi v preteklih mesecih navajeni. Sami pa tudi ne bomo nobenih olajševalnih okoliščin priznavali nikomur drugemu. Tekma naj bo odprta, poštena, transparentna in kolikor se le da vsebinska. Da bi bila takšna in da je naša privrženost tem načelom zaresna, smo poskušali v demonstracijo tega, kaj pomeni nova politika in kot izziv za vse druge stranke in tekmece in vse druge ljudi, ki jih pravzaprav v Sloveniji zanima, kaj se bo z upravljanjem javnih zadev dogajalo v prihodnjih letih, pripravili vprašalnik, ki je pred vami. Danes je bil in jutri bo ta distribucija zaključena preko mreže Pošte Slovenije, razdeljen na praktično vsa gospodinjstva v naši državi, več kot 600 000 naslovov. Po tem vprašalniku podrobno skozi njega ne bi šel, so nekatere dileme, do katerih so se naši programski odbori, pa tudi naše razprave v dialogu z nekaterimi nevladnimi organizacijami, pa tudi s članstvom in drugimi, ki so na naši spletni strani v preteklih mesecih prispevali svoje pomisleke, kritična mnenja, so nekatere dileme navedene in zdaj vse ljudi sprašujemo po tem. Ne gre za to, da bi pričakovali, da nam bodo vsi odgovorili. Ne gre za to, da bi mislili, da bodo s tem, ko bi nam odgovorili ali pa
vprašalnik vzeli v roke izrazili neko podporo nam ali naši stranki. Gre predvsem in poglavitni motiv je v tem, da pokažemo, spodbudimo vsebinsko, bogato in k problemom, ne pa k interesom usmerjeno debato o prihodnosti Slovenije. Zato v tem besedilu ne boste našli ukvarjanja z drugimi strankami ali s posamezniki celo. Projekt je pozitivno zamišljen, izrazito vsebinski in njegovi rezultati, ki bodo obdelani, skupni rezultati, bodo na voljo vsej javnosti, tudi vsem političnim strankom. Do zadnjega podatka bo to javno mnenje skozi to, če ne rečem, precej obširno raziskavo, dostopno skupaj z rezultati vsem. Sama ta, želeli smo doseči čim več ljudi. Ta namen smo tudi vprašalnik podvojili, če ne tako rečem, na naši spletni strani. Mogoče ga je izpolnjevati tudi tam zaradi neomejenosti, če ne tako rečem, tega virtualnega prostora, je najti še mnogo več vsebinskih povezav, argumentov, razmislekov, nasprotujočih si pozicij, znotraj katerih si lahko vsakdo ustvari lastno mnenje in ga, če tako želi, sporoči in tako doseže, da tudi njegovo mnenje, kot smo popisali, zares šteje. Mi bomo v naslednjih 14 dnevih zbirali te odgovore, tudi še potem, vendar po 14 dnevih jih bomo začeli sintetizirati in tudi objavljati rezultate. Po 12 letih je to prvič, oziroma je to prva ponovitev vprašalnika, s katerim se je kakšna politična stranka obrnila na slovensko javnost. Množica je bilo anket izvedenih v tem obdobju, ki pa so vse zelo omejene na zelo enostavna vprašanja, ki se tičejo vsega razen prihodnosti, predvsem sprašujejo po pripadnosti temu ali onemu navijaškemu taboru. To nas ni zanimalo in tisto, kar smo hoteli z tem vprašalnikom doseči, je torej predvsem postaviti na dnevni red nekaj realnih dilem, pred katerimi slovenska politika in celotna javnost bo na teh volitvah in predvsem po teh volitvah, pa če v času volilne kampanje to prizna ali ne. Mi priznamo, vemo, da so to problemi in želimo jim posvetiti dolžno pozornost. Razpravljali smo, kako doseči pravzaprav ta velik krog ljudi, ki smo ga želeli nasloviti s tem sporočilom in s to spodbudo. V namen te spodbude smo pridobili, kot lahko vidite, tudi mnenja, uvodne misli skupine zelo uglednih slovenskih intelektualcev z različnih področij, ki imajo zanesljivo veliko kritičnega, pa tudi poglobljenega zapovedati o tem, kaj v Sloveniji moramo spremeniti, če naj bo prihodnost takšna, kot si večina želi in če naj bomo vsi skupaj kos izzivom, ki so pred ne samo Slovenijo, tudi Evropo in ne samo Evropo, tudi svetom kot takim.